Današnji sestanek z vodstvom SVIZ-a smo pripravili na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru sestajanj ministrice z visokošolskimi partnerji. Gospa ministrica se je sestala že s predstavniki vseh univerz, s ŠOS-om, danes še SVIZ-om, v mesecu novembru pa se namerava še z KORIS-om. Po današnjem sestanku bosta podala izjavi gospa ministrica Mojca Kucler-Dolinar in glavni tajnik SVIZ, gospod Branimir Štrukelj. Pa predajam najprej besedo gospe ministrici. Jaz sem vesela, da smo se uspeli v relativno kratkem času dogovoriti za ta sestanek, ki je nadaljevanje mojih sestankov z visokošolskimi partnerji. Danes smo na predlog SVIZ-a odprli nekaj aktualnih vprašanj, nekaj aktualnih tem z tega področja, predvsem v zvezi tudi s pogajanji za sklenitev aneksov k kolektivnim pogodbam. Seveda smo se dotaknili aktualnih morebitnih sprememb in pa nujnih sprememb na področju visokega šolstva, o poteku spremembe bolonskih programov oziroma o bolonski reformi in pa tudi v zvezi z predstavniki zaposlenih v okviru posameznih procesov, ki potekajo na ravni države na tem področju. Vesela sem, da smo skupaj ugotovili, da je potrebno ustvariti simulativno okolje na visokošolskem področju in tukaj s posebnim poudarkom tudi v zvezi z visokošolskimi učitelji. Skupaj pa smo govorili tudi o razmerah na področju raziskav oziroma znanosti. Spremembe določene na zakonodajnem področju so potrebne in bodo nujne. Tudi tukaj nekje smo soglašali, da moramo slediti trendom, ki se dogajajo v drugih državah in pa tudi na ravni Evropske unije, ki ponovno opozarja in se zaveda, da napredka na področju Evropske unije kot celote, in to smo tudi mi, ne bo, če tudi ne bo sprememb na področju visokega šolstva. Predvsem pa se tudi sama strinjam, da je potrebno okrepiti sodelovanje z ministrstvom in pa tudi z sindikatom na področenih področjih in tudi o tem je danes tekla beseda, kako bi to nadaljnje sodelovanje imeli.